Dober dan, pozdravljeni. Danes bomo govorili o protizakonitem delovanju Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Dan. Želja po popolni kontroli in podreditvi medijskega prostora s strani vladajočih strank je evidentna tudi na področju radijskih frekvenc. Ciljne objave, prirejene novice in zlagane informacije z namenom zavajanja volilnega telesa so vedno bolj pogosti dejavniki vplivanja na volilno telo. Pa ne samo na volilno telo, tudi na splošno razmišljanje državljanov, poslušalcev, bralcev, gledalcev, saj se s prirejenimi informacijami vladajoča pozicija doseže marsikaj. V Sloveniji je za nadzor nad izvajanjem programskih vsebin zadolžena Agencija za komunikacije. In ta agencija je torej tisti organ, ki mora ščititi in zaščititi gledalce in poslušalce in je dolžna preprečevati morebitne zlorabe in tudi dolžna kontrolirati programske vsebine. Agencija je v skladu z zakonom o medijih dolžna pripraviti strategijo razvoja radijskih in televizijskih programov za 5-letno obdobje. Kljub temu pa te strategije že 5 let ni. Agencija se raje ukvarja z podelitvijo mobilnih frekvenc, ki sploh še niso proste, brez ustrezne pravne podlage, mimo zakonskih rokov, zato da bi omogočila določene in zadnje zaslužke interesnim skupinam, ki odhajajo. Verjetno pa za vsem skupaj stoji SMC oziroma Stranka modernega centra in vse te zadeve so zelo blizu ministru Koprivnikarju. Po moji oceni je v igri med 40 in 75 ali pa 50 in 75 milijonov evrov, kajti na prejšnji dražbi je bila cena dobljena 150 milijonov. Zdaj, ker je vse skupaj malo okleščeno, je zadeva pač malo manjša. Pri pripravi strategije je agencija kršila 204. člen Zakona o elektronskih komunikacijah, ki določa, da je potrebno pred sprejetjem ukrepom, ki bodo pomembno vplivali na trg, pridobiti in upoštevati mnenje javnosti ter omogočiti javnosti, da sodeluje. Tega ni bilo. Agencija je 3-krat kršila ta zakon, že samo pri postopku sprejemanja strategije. Drugi odstavek 204. člena pravi, da mora javna razprava trajati najmanj 30 dni. Agencija je dala namesto 30 dni na razpolago samo 16 dni. Skratka, kršitev in še to je bilo v mesecu aprilu pred prvomajskimi prazniki. Tako da so ljudje bolj bili z mislimi kje druge kot tukaj. Agencija je za pridobitev mnenj glede načina izvedbe javne dražbe izdala posvetovalni dokument v zvezi z načinom za dodelitev prostih radijskih frekvenc v frekvenčnem pasu 700 MHz. To je bilo dano v sredo 7. marca 2018. Povabili so zainteresirano javnost, vendar so morali mnenja poslati do ponedeljka 12. marca do 12. ure. To se pravi še manj kot 16 dni, če odbijemo še soboto in nedeljo, je to 14 dni. Zakon določa 30-dnevni rok. Agencija je v tem primeru dovolila samo 5-dnevni rok, oziroma 3-dnevni, če odbijemo soboto in nedeljo. Evidentno je, da so pred odstopom gospoda premierja Cerarja, ki je odstopil 14.3., se pravi 14. marca, hiteli, da bi dražbo izpeljali v čim krajšem roku. Na prejšnji dražbi frekvenc za mobilno telefonijo leta 2014 je bilo izkupiček dražbe je bil 150 milijonov evrov. Verjetno pa gre pri sedanji za velikost kakšnih 50 do 70 ali pa 75 milijonov evrov. Še huje je,
da se je postopek izvedbe dražbe začel še preden je bil sploh objavljena strategija upravljanja z radiofrekvenčnimi spektri. Osnutek je bil objavljen v petek, 6.4. Za predloge in pripombe pa je bil čas do vključno 22.4., kar zopet pomeni kršenje zakonske zaveze, se je bil 30-dnevni rok bistveno skrajšan. In to naj bi šlo za strategijo, ki bi določala uporabo frekvenc za naslednja 3 leta. Naslednja kršitev zakona o elektronskih komunikacijah je ta, da je agencija vse do 2.7. skrivala prejete pripombe na strategijo. Tretji odstavek 204. člena določa, da mora agencija pred sprejetjem akta ali predpisa objaviti pridobljena mnenja in pripombe. Agencija tega ni storila, akt je pač sprejela in ga poslala v potrditev vladi še pred objavo pripomb. Pripombe je pa objavila 2 meseca in pol kasneje, ko je bil dokument že na potrjevanju na vladi. Glede na kratek rok teh pripomb so pripombe oddali 4 ljudje. In sicer Telekom Slovenije, potem Gospodarska zbornica Slovenije, potem A1, to je zdaj ta nova, to je bivši, kaj že bivši? Ja, tako. In pa Telemach. Seveda na te pripombe nihče od avtorjev pripomb ni dobil odgovora, tako da tudi ni bilo pojasnjeno, zakaj pripombe niso bile upoštevane. Pa vendar zakon določa, da mora to agencija narediti. Državni organ namreč je dolžan pojasniti, zakaj pripombe niso bile upoštevane, vkolikor niso bile. Vprašanje je, zakaj je odhajajoča SMC tako hitela, skrivala pripombe, nezakonito skrajšala roke in mimo zakonskih določil sama odločila o dražbi strategiji in svetovalcem za pomoč pri izvedbi dražbe dodelila 138 000 evrov. Pri tem pa je ta ista agencija že leta 2015 vnaprej dodelila dodatnih 200 000 evrov izvajalcu za še neizvedeno letošnjo dražbo. To je bilo ravno tako v času vladanja stranke Modernega centra oziroma stranke Mira Cerarja. Sprašujemo se lahko, kako je mogoče, da je bila strategija za upravljanje z radiofrekvenčnimi spektri spisana 10.5., še ne poslana v obravnavo in še ne potrjena, javno naročilo pa je bilo izdano in plačano že 3 dni pred tem. To se pravi, 7. maja, 5. maja je bilo vse skupaj spisano, 7. maja so pa že kšeftali. Zelo lepo. Tukaj v teh zadevah vse boste dobili tudi materijale, da boste lahko videli, odkot so črpani podatki, namreč gre za vse javne podatke, ampak za lažje delo potem. Še ena kršitev zakona je, agencija bi morala v skladu z 3. odstavkom 204. člena objaviti, kako so bila mnenja in pripombe upoštevana, razloge ali pa zakaj niso bila upoštevana. Tako da sploh v bistvu ne vemo, nismo vedeli, kdo so interesne skupine, ki so vplivali na strategijo, s katero se bodo delile desetine milijonov evrov vredne frekvence za mobilno telefonijo 5G. Sprašujemo se, čemu tako hitenje, ko pa so frekvenčni pasovi najmanj do leta 2020 še zasedeni s strani sosednjih držav. Madžarska ima te frekvenčne pasove zasedene do 6.9. leta 2020. Hrvaška do 26.10.2021 in Italija do 30.6.2022. Na dražbo je torej agencija pod vodstvom SMC, minister Koprivnikar je tam, oziroma direktorica agencije gospa Tanja Muha,
je dala frekvence na dražbo, še preden jih je bilo sploh moč zasesti. Edina razlaga, ki se kaže, je ta, da namerava SMC v sklopu vladajoče levo-sredinske opcije vnaprej onemogočiti komerkoli drugemu, razen njim samim, da si pridobijo te frekvence. Zato niti ne čudi dejstvo, da javno naročilo, navkljub temu, da bi moralo biti, pa ni bilo objavljeno na spletnih straneh agencije, ampak zgolj na portalu e-naročanje. Tudi tu imate dokaz, da ni bilo objavljeno. Da je namen prikrivanja naročila dejansko bil, pa pove dejstvo, da so vsa ostala naročila agencije vedno objavljena na spletni strani agencije. Naprej je zanimivo tudi to, da v strategiji, ki se sprejema brez ustrezne javne razprave in v nezakonitih rokih, je zapisano, da se bodo frekvence 700 MHz za 5G mobilno telefonijo podelile na razpisu za testne namene. Pri tem pa je pomembno, da zakon o telekomunikacijah sploh ne predvideva takšnega razpisa. Zakon predvideva začasno dovoljenje za potrebe testiranja, ki pa je lahko veljavno največ 90 dni. Ker pa je slovenska agencija ena redkih agencij v Evropi, kjer o vsem odloča ena sama oseba, nad podeljevanjem seveda ne bo nobenega nadzora. Zakon sicer določa tudi testno rabo za evropske razvojne projekte, kar pa podelitev 700 MHz obsega za mobilno telefonijo 5G zagotovo ni. Še bolj neobičajno pa je, da naj bi v razpisu, ki naj bi bil za testne namene, določili obveznost nacionalnega pokrivanja, medtem ko drugi odstavek 53. člena omogoča testno pokrivanje samo na omejenem območju. Ne na nacionalnem območju, ampak samo na omejenem območju. Pri tem je seveda oboje v nasprotju z zakonom, tako testni razpis, kakor tudi to, da se to testno frekvenco podeli za nacionalno pokrivanje. To se pravi, je tukaj še en hec, da je nelogično tudi to, da bi dovoljenje za testno obratovanje vsebovalo zahteve za delovanje sistema za javno varnost ter zaščito in reševanje. Smešno vse skupaj, tragično, vendar smešno. In seveda zopet med 50 in 70 milijoni nekam na neznani naslov. Da se želijo mobilne frekvence, te omenjene pod vlado v odhajanju podeliti na sumljiv način, priča tudi javni posvet, ki ga je agencija uprizorila 7. marca 2018. Poziv je bil objavljen v sredo 7. marca. Rok za odgovor je nastopil v ponedeljek ob 12. uri. Če odštejemo soboto nedeljo, sta bili v bistvu na razpolago 2 dneva in pol. In jasno, da pri tako kratkih rokih je znano, da so določeni samo zato, da ni pripomb in da noben ne opazi predmetne zadeve in da gre zadeva po svoji poti naprej. Vse kaže, da se vse skupaj zelo mudi, da se frekvence podelijo na sumljiv način, še preden se sestavi nova vlada, kakršnakoli že bo. V primeru, da bo ta nova vlada leva vlada, potem se bo zadeva lepo pokrila, v nasprotnem primeru se bodo postavila kakšna vprašanja in bo bi naj o tem odločal nekdo drug. Ker se bodo frekvence začele sproščati šele od junija leta 2020 naprej, ima Slovenija dovolj časa, da do takrat pripravi kvalitetno strategijo, ki je ni. Nikakor pa ni sprejemljivo, da strategija vsebuje možnosti uporabe v testne namene. Frekvence se morajo podeliti na dražbi in ne na razpisu
kjer se lahko ponovi tista zgodba, kakor je bila z maketo o drugem tiru, ki je koštala 135.000 evrov približno in bi jo lahko naredili gimnazijci koprske gimnazije verjetno za 3.000 evrov. Glede na to, da se zelo mudi s temi frekvencami, zagotovo tukaj zadaj je nekaj, kar ne štima. Tukaj v dokumentaciji, ki vam jo bomo razdelili, jo bo sekretar skupine razdelil, boste imeli tudi povzetek, časovnico, kako se je kaj dogajalo. Mislim pa, da na koncu je treba še nekaj povedati, da kakor kaže, namerava vlada v odstopu transferirati teh 50 do 75 milijonov evrov na neznano lokacijo. S tem, da njeni premier in ministri sedijo tako na vladnih stolih kot na poslanskih stolih, kar je unikum v svetu. Vsaj ustavni pravnik Cerar bi to moral vedeti, kajti krši osnovne postulati demokratične države, kjer je izvršilna oblast ločena od zakonodajne. Če bi gospod Cerar poznal slovensko ustavo, poznal demokratični ustroj lastne domovine in postulate demokracije nasploh, bi moral tako on kot oba njegova ministra, Zdravko Počivalšek in Dejan Židan, odstopiti in prepustiti vodenje vlade tistim ministrom, ki ne sedijo na dveh stolčkih. Poraja se vprašanje etičnih meril pri odstopljenem predsedniku vlade, ki jih je tako vneto zagovarjal vso svojo kariero. Ustava namreč ostro ločuje tri veje oblasti, zakonodajno, izvršno in sodno. Govorjenje o parlamentarni demokraciji in vladavini prava je le prazno govoričenje v pričo grobih kršitev. Poleg teh dvojnih funkcionarjev jih je namreč še kar nekaj. Že brezizhodna zloraba pooblastil, ko si odstopljena vlada s predsednikom vlad dovoli grobe posege v zakonodajne postopke in izvaja dejanja, ki posegajo v same temelje države, je brez precedensa. Višek pa je, kar si je dovolil odstopljeni predsednik vlade in njegova poslanca, izvoljena ministra, za poslanca izvoljena ministra. Da namreč kot del izvršne veje oblasti predlagajo, potem pa v parlamentu brez sramu tudi odločajo o ključnih zakonih oziroma njihovih spremembah. V zvezi z dvojnimi funkcijami so si omenjeni, te trije, dovolili skrajno sprevrženost, da so opozorila in utemeljene pripombe zavrnili s pomočjo svoje lastne vladne službe za zakonodajo. Gre za podel jugosocialistični balkanski resentiment, v katerem se je reklo kadija sudi, kadija tuži, oziroma kadija tuži, kadija sudi. Vse iz istega loga, določiti in odločiti. Česa takega si niti v trajanju slovenske balkanske socialistične sužnosti, kot pravijo nekateri, odločujoči v Sloveniji, niso dovolili. In so celo, takrat je bil en trojni funkcionar, ki se je pisal Jak Koprivc, ki je bil član predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, pa je bil predsednik Novinarskega društva Slovenije in predsednik skupščine časopisa Delo, si niso dovolili tega in so gospoda odstavili. Pri nas pa danes mirno gre naprej. Kot rečeno, je aktualni napad na same ustavne temelje Republike Slovenije le vrh ledene gore. Cela vrsta frapantnih kršitev izrecno in nedvoumno zapisanih zakonov se brez pardona preskakuje, tolmači po svoje in zavestno krši. Tak primer ima grozljive pravne učinke glede legitimnosti v državi nasploh. To je znani 7. člen Zakona o volitvah za državni zbor, v katerem prva alineja nedvoumno in izrecno določa: pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let. Tu ne pomaga nobeno izmotavanje, še najmanj pa poljubno svojevoljno tolmačenje sicer nedvoumno zapisanega besedila. Državna volilna komisija zakon ves čas od uveljavitve 12.9.1992 grobo krši, ko potrjuje mandate kandidatov, ki so na dan
glasovanja dopolnili neko drugo starost in ne tiste v zakonu določene. Mislim, da takih, ki so bili na dan volitev stari 18 let, je morda 5 v zgodovini, ampak to ne v zgodovini Slovenije, ampak v zgodovini Evrope. Šlamastika brez primere, katere posledica je grozljivo brezpravno stanje v državi. Večina državnih organov in funkcionarjev torej nima legalnega mandata. Od poslancev prek vlade do sodišč in do samega ustavnega sodišča. Ta situacija brez vsake primerjave v znanem vesolju je manj grozljiva, le zato, ker je vrsta še drugih norosti, pravnih norosti in ravnanj odgovornih v škodo države in njenih državljanov brezmejna. In seveda, ker je koža davkoplačevalcev, državljanov in vseh drugih, ki živijo v tej državi, kot je rekel nek znan slovenski literat, čez in čez pod plat postala. In skoraj čudno, da se nad farso, ki si jo na odprti sceni ta čas dovolijo predsednik vlade in njegova 2 ministra, sploh še kdo spotika. Konec koncev tudi moj glas, ki ves čas opozarja na ta problem, zveni zelo v prazno. Zveni v grobnico slovenske pravne države in države nasploh. Zgleda pa, da je ta naša država že skoraj da kadaver, na žalost. Hvala lepa. Mogoče Ja. kakšno vprašanje, če lahko, če se vam ne mudi preveč. Ula Šegula, Radio 1. Glede na to, kar ste zdaj povedali, kaj lahko oziroma kaj boste storili glede na ugotovljene nepravilnosti oziroma nezakonitosti? Jaz mislim, da imamo zdaj, ker vlada še ni formirana, je težko karkoli narediti. Jaz upam, da se bodo enkrat odbori formirali in da bo ustrezni odbor začel, glede na to novinarsko konferenco, razpravljati tudi o tej temi, reagiral na vse skupaj in sprožil ustrezne postopke. A lahko vprašanje na koalicijo v sestavljanju? Ja. Zdaj se malo dogajajo preobrati tam, danes se začnejo pogovori z Levico. Mene zanima vaš komentar. Zdaj, vi ste se pogovarjali z Janezom Janšo. Tista možnost zdaj nekako ni več, kako bi rekla, nekako se bolj zdi, da bo Šarec sestavil le na koncu. Mogoče vaš komentar, bo z Levico se dalo dogovoriti? Ali so tam mogoče malce preveč ekstremisti, da bi se znali dogovoriti s Šarcem, z Cerarjem in tako naprej? Jaz mislim, da glede na željo po vladanju, ne toliko v okviru poslanskih sedežev, ampak v ozadju, mislim, da bo prišlo do sestave vlade na levi strani in bo verjetno Levica pač podprla vlado in kakršna pač bo. Ali bodo vstopili v vladne okvire, je vprašanje. Ampak tudi, če ne vstopijo, lahko njihovi glasovi zagotovijo izvolitev vlade. Se pravi, se vam zdi, da bo v vsakem primeru samo, da pride do koalicije nekako Levica in vsi ostali pristali na neke kompromise? Ja, jaz mislim, da se bo to zgodilo. Pa bi taka vlada lahko zdržala? Jaz osebno dvomim, da bi zdržala, ampak bomo videli. Mogoče bomo presenečeni. Sicer taka presenečenja so v Sloveniji silno redka, oziroma jih zaenkrat jaz še ne poznam, ampak mogoče pa bomo. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Nasvidenje.